Dragi gledalci, vabim vas, da si ogledate oddajo Moja modrost, aktivna starost, kjer bom z gospo Vlasto Nussdorfer predstavila dejavnosti Društva Šole zdravja in skupino Navje. Drage gledalke, cenjeni gledalci, oddaje Moja modrost, aktivna starost. Rekla bom, da obstajajo jutra v oranžni barvi. Ali morda veste, kaj to pomeni? Živim blizu Navja in če grem zjutraj na balkon, tam ob 8. uri, ali pa če se napotim od doma, zagledam kar veliko ljudi, ki prihajajo telovaditi v naš park. To so res jutra v oranžni barvi. In zelo vesela sem, da je moja gostja, gospa Jasmina Zorko iz Šole zdravja. Dobrodošli. Celo napis imate Šola zdravja in tudi tu imava veliko prospektov v oranžni barvi. Ali morda lahko poveste, zakaj oranžna barva? Je topla, je vaš zaščitni znak? Kaj to pomeni? Ja, pravzaprav ni bilo tako namenjeno, da bi bila ta oranžna zaščitni znak, ampak je postala zaščitni znak. Je pa zelo hitro opažena, topla je, ima dobro energijo, tako da smo z veseljem v oranžni barvi. Tukaj na tej piše 1000 gibov in nekje sem prebrala, ali to pomeni, da 1000 gibov naredite vsak dan? Ja, to je pač metoda dr. Nikolaja Grišina, 1000 gibov, kjer v 30 minutah razgibamo vse sklepe, od dlani pa vse do nog. Tako da te vaje dr. Grišina so zelo enostavne, zmore jih vsak, delajo se stoje, zunaj, ne glede na vreme, v dežju, v mrazu, tako da pa dela vsak po svojih zmožnostih. Koliko vas je v skupini in koliko nasploh, koliko društev, oziroma najbrž je eno društvo, ki ima veliko izpostav po Sloveniji? Ja, v naši skupini Navje je 25 članov letos. Telovadimo v parku, Ljubljanskem severnem parku, v prelepi okolici, sploh spomladi, ko cvetijo japonske češnje. Ja, različne starosti, od 60 do 85 let smo stari. Glede na ta leta vsak ima tudi neke težave, tako da pač vsak zase prilagaja te vaje sebi in svojim zdravstvenem stanju. Kdo pa to vodi? Eden izmed vas ali imate zunanje sodelavce? Vodimo usposobljeni člani društva, ki nismo strokovni delavci, ampak imamo podporo strokovnih delavcev. Tako da društvo zaposluje oziroma redno ali honorarno kineziologe in profesorje telesne vzgoje, ki potem nas učijo, kako vaditi in kako pravilno vaditi. Imamo izobraževanja na to temo, tako da vaje vodimo pa sami. Se tudi srečujete ali ste vedno samo vi, recimo Navju, ali imate tudi kakšna večja srečanja, kjer telovadite skupaj? Seveda, imamo vse slovenska srečanja vsako leto, velikokrat v Piranu, potem je bilo v Vinici, letos smo imeli v Žireh, kjer nas je bilo 3000. 3000 in je bilo čudovito, organizacija taka, da... To je en dan ali več? To je en dan. En dan? En dan. To poteka tako, da recimo telovadimo, družimo se med seboj, kakšne izkušnje izmenjamo in podobno. Vidim vas, da po tej vadbi, ki traja praviloma pol ure, če sem prav seznanjena, odidete pogosto tudi skupaj na kakšno kavico. Ja, seveda. To je obvezni del telovadbe.
Namreč ni samo telovadba pomembna, pomembno je tudi druženje, a ne. Ker so vsi starejši, se tukaj socialna mreža je že kar šibka, a ne, in upada, tako da je to zelo pomembno. Ker saj veste, kakšni starostniki niti iz stanovanja ne odidejo po dan, dva ali celo več, a ne. Tukaj že, da samo greš ven, se sprehodiš do telovadbe, marsikdo gre še kakšen krog po parku, a ne, če pride prezgodaj. In vsi pridejo z veseljem, a ne. Jaz poznam svoje prijateljice, prijatelje, so upokojeni, nekateri pravijo, da je krasno jutranje spanje in bi jih težko do 8 spravila že v park. Kako ste se vi naučili te torej redne vadbe ob tako za nekatere zgodnji uri? Zame ne, ampak nekateri pa vstanejo šele ob 9. Vem, saj jaz bi tudi zjutraj zelo rada brala. Ampak vem, da sama zase ne bom naredila veliko. Če pa grem v družbo, pa naredim in sem vesela, da sem tisti dan aktivna, vsaj tiste pol ure, pa moram priti s kolesom, pa grem s kolesom, pa grem še v trgovino, tako da v bistvu sem aktivna in vesela, da nisem ostala v postelji, ne. Vidim, da tudi praznujete kakšne rojstne dneve, kakšne posebne dneve. Je pa to samo od ponedeljka do petka, kaj ne? Od ponedeljka do petka ob 8 uri. Od 8 do pol. To velja za vse po celi Sloveniji 8 ura? Ne, eni imajo od pol 8 do 8, eni pa od 8. To pa na spletu Društva šole zdravja je vse mogoče najti, tudi kontakte vodij skupin. Zdaj, če bi si recimo nekdo od naših gledalcev želel priključiti, kaj je pomembno, a da vpraša v svoji okolici, ki je najbližje, koliko jih je v Ljubljani? V Ljubljani je 30 skupin. 30. In sicer vedno nastajajo nove. Recimo naša skupina Navje je nastala iz skupine BS3. Ker recimo naključno hodiš malo dalj telovaditi, potem vidiš, da jih je 5, dajmo bližje, in tako so ustanovili Navje. Iz naše skupine so nastale 2. Še plus Brinje pa Savsko naselje na enak način. To se pravi, jih je dovolj za vse? Seveda dovolj. A je kakšna omejitev ali je vseeno, koliko šteje skupina? Ne. Ne navzdol, ne navzgor. Ne. Ja, ne, skupina je, da je skupina, je 5 oseb. Najmanj 5. Najmanj 5, da vzgor pa ni veje, ne. Vidim, da tudi v Trnovem oziroma v Murglah imajo zdaj novo skupino v nekem kompleksu, ki je namenjen starejšim. A to kaj financira kdo, recimo kakšna občina v Sloveniji, ali morate sami kaj prispevati, koliko je članarina, a je letna, mesečna? Najbrž vse to zanima naše gledalke in gledalce. Članarina je letna in je 25 evrov, zato pa je telovadba zastonj, ne, za člane društva. Zdaj, pozabila sem, kaj sem vprašala. Članarina je pač taka, samo enkrat letno. Ja, drugače pa drugih stroškov nimamo, razen mogoče za garderobo. A to imate vsi ta oblačila, majice? Ja, tekstil se lahko pri društvu naroči, a ne. Imamo majice, imamo bunde, imamo brezrokavnike, imamo marsikaj. Mogoče bi zdaj se nekako zaključuje ta najin prvi sklop, prvih 10 minut, pa bova mogoče v drugem govorili o tem, kako ste prišli do te ideje, mogoče malček zgodovine, kdo vse vam pomaga, kako gre pomoč kineziologov, a so tudi kakšni zdravniki člani, da imate tudi potem kakšne preglede kjerkoli, ali je že psihično pravzaprav tako srečujoče to, da ozdravi pol bolezni, ker ste skupaj, telovadite in se bolje počutite. Torej, o tem bova govorili potem v drugem delu, kajti zagotovo ta vaša oranžna majica in barva kar kliče k temu, da se vam pridružijo tudi drugi. Hvala zaenkrat.
Jutra v oranžni barvi pravimo telovadcem, ki širom Slovenije skrbijo za svoje zdravje. Še vedno je moja gostja Jasmina Zorko iz Šole zdravja, tako kot je zapisano na njeni živo oranžni majici. V rokah pa ima posebno brošuro, jaz pa potrdilo, da ste se udeležili usposabljanja, izobraževanja 1000 gibov. A nam lahko malo predstavite to vašo brošuro, ki bo zanimiva za gledalke in gledalce? Ja, to je priročnik 1000 gibov, kjer so podrobno razložene vse vaje od začetka do konca s podrobnostmi glede tempa, same izvedbe, zadržkov in podobno. To dobimo na izobraževanjih. Izobražujejo nas pa kineziologi in profesorji telesne vzgoje. Več jih je, pokrivajo področja cele Slovenije. V Ljubljani imamo magister kineziologije Evo Jeza. Oni razen teh usposabljanj so nam vedno na voljo. Kadarkoli smo v kakšni dilemi, se lahko na njih obrnejo, pridejo tudi v skupino, pogledajo, kako delamo, predlagajo izboljšave, opozorijo na kakšne napake. Tako da smo vedno v kontaktu z njimi in skrbijo za nas, koliko le lahko. A potem, če vas prav razumem, je tukaj v tej brošuri so vsi ti gibi in te gibe opravite vsak dan v pol ure. Ja. Je to možno? Možno. Se mi zdi 1000 gibov kar veliko, ampak najbrž je umišljeno pri rokah, nogah malo hitreje, da gredo ti gibi. Začne se s hojo oziroma tekom, če lahko tečeš, 2 minuti teka ali pa 200 metrov teka, potem razgibaš dlani, potem greš na ramenski obroč, pa na glavo, trup, kolena, noge, do stopal. Opažate oziroma tisti, ki z vami telovadijo, da se izboljša zdravstveno stanje? So morda tudi kakšni, ki imajo težave s hrbtenico, koleni, kolki. Opažam, da že vsak tam po 60., 70. letu toži, da ima težave vsaj z enim delom telesa, zlasti z okončinami. Kaj pravijo ljudje, ki telovadijo z vami in tudi vi osebno? Ja, jaz sigurno čutim izboljšave. Vem, da sem gibčna, zmorem še vse. Gibe, lahko marsikaj počnem, vozim še kolo. Sicer vsak zase ve, koliko lahko in koliko zmore. Vadi do meje bolečine. Tako. Kadar pa zaboli, potem pa ne. Prenehati. Važno pa je se naučiti vaje izvajati pravilno, zato pa imamo s pomoč strokovnih sodelavcev Društva Šola zdravja. In striktno se držati tega, biti z mislimi pri vaji. To je najbolj važno. Kako pa to na psiho vpliva? Je tudi povezano, recimo ste kaj imeli kakšna predavanja, da koristi tudi proti demenci, zato ker že samo druženje se mi zdi, da pomaga. Profesor Pirtošek vedno pravi, da mora biti dan programiran. Vi morate programirati, treba je vstati, treba je priti do parka, potem se še družite. Opažate tudi na tem mentalnem področju izboljšave? Vsekakor. Društvo Šola zdravja oziroma telovadba vpliva na tako fizično kot na psihično zdravje, zato ker tudi prideš v družbo, si v prijetni družbi, v naravi. To je pa danes zelo pomembno, zato pa Društvo Šola zdravja ima tudi še en projekt in to je Dihajmo z naravo. To je ločeno od te vaše. To je ločeno od te, ampak tudi vodi profesor telesne vzgoje. To so skupine v bistvu v pomladnem in v jesenskem času, ravno za te
današnje, bi rekla, stiske, preobremenjenosti, in sicer enkrat na tedensko popoldne v naravi, in je namenjena vsem, tudi tistim aktivnim, ki so še vedno v službah, zato je popoldne, ne. Na teh vajah se v bistvu naučijo z preprostimi vajami in dihanjem, kako si pomagati, ko začutijo stisko v sebi, ne, da si z dihanjem in temi vajami, ko se naučijo na teh dihanja z naravo, da si pomagajo, ne. To je samo v Ljubljani ali povsod po Sloveniji? Povsod. Kam pa recimo v Ljubljani greste? V Tivoli, na Golovec? Kje so te vaje? Več je teh skupin. Ne bi vam znala čisto točno povedati, zato ker se jih jaz ne udeležujem, ker nisem vedno v Ljubljani, ne, tako da ne poznam toliko tega. Ampak se bom vključila verjetno, ne. V bistvu je samo pomlad, pa jesen, po 3 mesece se mi zdi pa. Ja, je 3 mesece. Ja. In vedno popoldne. Vedno popoldne, enkrat na teden, ja. Kaj pa, če manjka, še recimo opazite, da kdo manjka, se pozanimate, kako je z njim? A je tudi ta povezanost med vami? Ja. Takoj opazite, če koga ni? Opazimo, če redno kdo hodi, pa ga 2 dni ni, že vprašamo, kaj je z njim. A vidite, tudi to je pomembno, ne? Da ste skupina, ki je povezana, ki čuti drug z drugim in opazi, kar marsikdo pravi, če živiš v mestu, si lahko zelo osamljen v kakšnem bloku in prepuščen sam sebi. Ja, seveda. Potem se pa pokličemo, če kdo rabi tudi kakšno pomoč, seveda pomagamo, ne vem, mogoče gremo v trgovino ali pa spremstvo do zdravnika. A tudi to? Seveda, ja, marsikaj. To je pa zelo zanimivo slišati. Torej, če manjkaš, se vnaprej opravičiš, da te ne bo, ali pač ne za en dan ali ene vaje ne pomeni toliko? Ne opravičiš se, ampak če te ne bo 2-3 dni, potem pa je lepo, da poveš, da ne mislimo, da si bolan ali pa kaj, ne. Drugega, da je vprašanje, takrat pač je dobro, da poveš, da te ne bo. A so tudi v domovih starejših te šole ali ne? Ja, ponekod so. Tudi. Ampak majčkeno so drugače oblikovane, majčkeno kasneje, ker imajo pač neko drugo rutino po domovih, a ne. Tako da ni čisto enako, a ne, tako kot tukaj. Bili ste tudi na festivalu za 3. življenjsko obdobje. Ste tam tudi vsak dan telovadili ali samo kakšen dan? Ker vem, da ste bili vključeni v to. Enkrat smo bili. Enkrat ste prišli na ploščad? Na ploščad, ja. Kakšen je bil odziv publike, ki je hodila v Cankarjev dom? So vas spraševali, kje vas najdejo, kaj je to? Pa mene osebno ne, ampak tam je vodila vajo naša, Ljubljana ima svojo vodjo podružnice Društva šole zdravja, gospo Silvico Erlich. Bolj se na njo vsi obračajo, če kar in so potem najbrž zanima, ne? Se ustavili in vas malo pogledali, kaj je zdaj to. Čeprav moram reči, da ko sem pripovedovala, da boste moja gostja, je marsikdo vedel, tudi moj prejšnji gost, je rekel, ja, te ljudi v oranžnem pa videvam po Ljubljani. Kar pomeni, da se je nekako prijelo, da vas že poznajo, ne? Ja, seveda. In se tudi mimoidoči kdaj želijo priključiti, vas vprašajo ali kako poiščejo stik? Prvo, veliko jih dobi na spletu, ne, če že vidiš. Ste zelo vešči tudi z računalniki? Ne glih, no. Ampak nekateri ja, drugi pa ne. Drugače pa je tako, da gre tudi od ust do usta, ne. Povabiš koga, pa recimo take zloženke ali pa te brošure dajemo v blokih. No, tega, v blokih tudi. V blokih, ja, na oglasne deske. Ali pa na oglasne. Ja. No, v zadnjem delu oddaje bova morda še malo pogledali vse te zgibanke, se pogovarjali še o kakšni dejavnosti, tako da zaenkrat zaključujeva ta drugi del
in nama ostaja samo še zadnjih 10 minut, ker hitro mineva čas. Hvala. Ja, prosim. Spoštovane in spoštovani, smo v zadnjem delu oddaje, torej pogovora z gospo Jasmino Zorko iz Šole zdravja. Marsikaj sva že povedali, torej naše gledalke in gledalci, če bi se želeli pridružiti vaši Šoli zdravja, vas najdejo tako, da pogledajo na spletno stran, najbrž vpišejo Šola zdravja, dobijo potem tudi, kje lahko pristopijo k kakšni skupini, kako delujete, pridružijo se pa lahko vedno, a ne v svojem kraju. A je kakšno področje v Sloveniji, kjer ni te Šole zdravja, veste? Mislim, da ne. Da je povsod. Po Sloveniji je zdaj trenutno 260 skupin v 91 občinah. Joj. Ampak težimo pa k tem, da bi to vadbo pripeljali v vsako vas. A ne? Tako da... A tudi na vaseh telovadijo? Seveda. A res? Seveda. Veste, da to me pa kar preseneča, ker Tam se bolj, Res? ja, seveda, tam so še bolj povezane skupine med seboj. In najdejo čas ljudje, da pridejo zjutraj, to so najbrž 60 plus, a ne, pa upokojeni, da pridejo na vasi in telovadijo. Seveda. Tudi te vasi blizu Ljubljane morda? Tudi, ja. V tej reviji vidim, da ste imeli tudi občni zbor. Tukaj je zelo veliko oranžnih majic, a ne. Kje pa je bil ta zbor in kako je potekal? Občni zbor je bil v Tivoliju. Zunaj? V Tivoliju zunaj? Ne, v dvorani. Dvorani. V dvorani, zato ker je na občnem zboru pač je treba vso to uradno proceduro, finančni načrt pa te zadeve obdelati, ne. Noter v dvorani je. Bil je na obisku tudi doktor Grišin, ki je bil prisoten na tem občnem zboru. To je tujec? Doktor Grišin, on je živel v Sloveniji, je sicer, mislim, da je Belorus, a ne, in je imel svojo ordinacijo tukaj. Kot zdravnik? Kot zdravnik, ja. Mislim, da, ja, nevrolog je sicer. Tako da je to pač, on je sestavil tiste vaje in marsikaj še drugega ima. On tudi, lahko pogledate na YouTube kanalu, imamo veliko iz Društva Šola zdravja, izobraževanj, vaj, cela vodena vadba, recimo, in Šole zdravja in doktor Grišina, njegova predavanja. Kje pa je sedaj doktor Grišin? Doktor Grišin je, mislim, da zdaj tako to uspešno, da je šel še v svojo domačo deželo, po Belorusijo in tam potem širi. A to je po Evropi tudi zelo znana, ta Šola zdravja? Ne, zaenkrat še ne, ampak Društvo Šola zdravja Slovenije je dobilo 2 leti nazaj mednarodno priznanje kot najboljši projekt za aktivno starost. Krasno, ker naša oddaja je ravno temu namenjena. Mislim, da okrog 80 držav. 80 držav. Lepo. In prav Slovenija je bila izbrana. Zakaj pa? Je toliko ljudi vključenih? Ali je tako razširjeno to? Ne samo, da je razširjeno, ampak res pomaga ljudem. To je pa osnova, da se obdrži nekako pomoč. Mi smo kot neka podaljšana roka zdravstvu. In tudi Ministrstvo za zdravstvo podpira ta projekt in ga tudi sofinancira delno. A tudi lepo. To je pa lepo, ker vedno slišimo precej negativnih stvari o politiki in o ministrstvih. Torej vas podpirajo in tudi prispevajo nekaj sredstev. Ja, ne vem zdaj jaz koliko, ker nisem v tem, ampak vem, da je predsednica na zadnjem rekla, da za naslednje 3 leta, da so spet odobrili. Prej ste mi omenili v odmoru, ko sva čakali na nadaljevanje, da prihaja nekaj novega, nek nov projekt. Kaj pa bo to? V bistvu nova metoda. In sicer opažanja so, da primanjkuje vaje za moč.
ker te vaje so bolj raztezne, za zgibanje. Za moč pa zdaj delajo nov priročnik, tiskuje nov priročnik in bo po teh vajah 1000 gibov, 2-krat na teden še bomo vadili vaje za moč s trakom ali pa z lastno težo. To bomo še videli, ker pač bodo tudi točno določene. Kdaj pričakujete, da bo to ta nova vadba? Jaz mislim, da bo mogoče že čez kakšen mesec. A tako hitro. Torej, poleg te pol ure, če vas prav razumem, bo potem še pol ure za moč. Ne bo pol ure, ne. Aha, manj. To bo nekaj vaj, a ne. Mogoče 10-15 minut, ne. In po celej te 1000 gibov bo še to, ampak ne bo obvezno, to kdor želi, bo ostal v tem nadaljevanju, kdor ne, pa gre naprej. Ker se nekako bližava koncu, še nekaj minut je ostalo, me zanima tudi izleti, posebna druženja. Kam ste že odšli, na kakšen izlet? A to greste skupinsko več krajev ali pa cela Ljubljana? Kako to organizirate? Ja, tako je. Sama skupina si tudi kdaj pa kdaj organizira kaj. Drugače pa se lahko pridružimo, ker so naši člani tudi člani kakšnih drugih društev, recimo za osteoporozo ali pa ne vem, Korošcev. In če ni nas dovolj, potem se pa kar pridružimo kje drugje, ne. Družimo se pa tudi, kot ste rekli, na rojstnih dnevih. Potem pa imamo tudi vedno, naša skupina ima redni letni piknik pri enemu na vrtu. A pri enemu od članov? Pri enemu članu za sabo, ja. Vsako leto enkrat. Potem pa se obiskujemo, če kaj potrebujemo, tako kot sem rekla. Zdajle nam je ena članica odšla v dom upokojencev in je tako zadovoljna. V domu? V domu. Prezadovoljna je, zdaj njo obiskujemo. Malo se vedno menjamo, pa gledamo, da nas ni preveč, a ne, ker veste, starejši. Torej ohranjate tudi te vezi prijateljske, Ja. kar je v tem obdobju zelo pomembno. Eno vprašanje bi še imela. Opažam, da smo ženske v tem 3. življenjskem ali 4. življenjskem obdobju bolj dejavne, da se znajdemo. Mnogi moški, ki se bližajo upokojitvi, pa tarnajo, kaj bom delal, kaj bom počel. Ne bi hodili radi v službo, ampak tudi doma jim ni prijetno. Kakšno je pa razmerje med moškimi in ženskimi člani te šole? No, mi imamo 3. 3 moške. To je kar nekaj. En delež je. Nekatere skupine nimajo nobenega. To pol drži, da so Drži, sigurno drži, ja. bolj aktivne in se znajdemo. Drži. Ostajajo tudi v tem družabnem delu moški? Tudi. Ja. In so zadovoljni? So. No. Potem lahko nekako za konec oddaje spodbudiva, da tudi tisti moški, ki razmišljajo in gledajo, bodo gledali to oddajo, razmislijo, da je rešitev tudi v telovadbi, da se bodo bolje počutili, da bodo pravzaprav tudi zelo zaželeni najbrž, zato ker je moških ponavadi tako malo, da ko se vključijo, smo kar vsi navdušeni, ne glede kje. In lahko zaključiva to oddajo s tem, da morda vi povabite ljudi, da pridejo k vam, da vas najdejo, da se pozanimajo in da ostanejo ali postanejo zdravi. Ja, no, še to sem hotela povedati, da te brošurice pa to nekako skušamo zdaj dati tudi v zdravstvene domove. Naj ljudje kar malo pogledajo, kje so kakšne take zloženke, če je tudi naša, ki je zraven, da bi bili čim bolj dostopne. Gledalce pa vabim res, da pridejo, da poiščejo najbližjo skupino, sigurno je kakšna v njihovem okolju. Včlanite se, boste zadovoljni, vedno se kaj dogaja. Nikoli nam ni dolg čas. Jaz sem zelo vesela, da ste bili moja gostja. Vedno vas opazujem, ko telovadite in se družite.
Tako da mi je bilo pravzaprav čast in veselje, da sem lahko kot daji Moja modrost, aktivna starost, prispevala skupaj z vami nek kanček boljše podobe staranja. Hvala, da ste bili moja gostja. Vam hvala za povabilo. No, tako. Je bilo lepo, ne?